obiskovalke. Prisrčno pozdravljeni na tradicionalni prireditvi Vrtiljak. Veseli nas, da ste se odzvali našemu vabilu. Vrtiljak je prireditev predšolske vzgoje gimnazije Celje Center, na kateri se predstavljajo dijaki omenjenega programa. Svoje delo v umetnosti dopolnjujejo in nadgrajujejo s profesorji ustvarjalnega izražanja. Tema letošnje prireditve je zdravje. Kaj je zdravje? Je stanje telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne le odsotnost bolezni. Zdravje bi moralo biti osnovna vrednota in bistven vir za kakovostno življenje posameznika in skupnosti kot celote. Skrb za zdravje in dobro počutje se začne že v najzgodnejšem obdobju, tako v primarni celici, torej v družini, kot v širšem socialnem okolju, tudi v vrtcu. Otroci niso nikogaršnja last, so last vseh nas. Vsi bi morali skrbeti za njihovo dobro. Starši, sorodniki, vzgojitelji, učitelji, pedagogi, zdravniki, sodniki, socialni delavci, novinarji, politiki. Vsi bi morali glasno opozarjati na tisto, kar za otroke ni dobro in se potruditi, da jim zagotovimo zdravo okolje, zdravo hrano in spoštljive medsebojne odnose ter jim omogočimo njihov vsestranski razvoj. A več kot 1000 na svetu velja lastni zgled odraslih. Prvi se bodo danes na odru predstavili prav ti, najmlajši. Otroci iz vrtca Zarja, ki nas bodo s plesom, borilnimi veščinami in glasbo popeljali v eksotično daljno Afriko, pokazali pa nam bodo tudi indijanski ples. Preizkusiti se v gibanju in glasbi tujih kultur, začutiti ritem je resnično nekaj posebnega. Gre za razgibavanje tako telesa kot duha. Končali bomo ob domačih zvokih diatonične harmonike. Niko Armič iz 1. H nam bo zaigral skladbo Franca Miheliča, Ko harmonika zapoje. Najprej prav, otroci, oder je vaš.
po današnjem vrtiljaku bomo vsi poskušali spremeniti svoje navade, opustiti stare razvade. Brala sem, da so znanstveniki ugotovili, da dolgotrajno sedenje vodi v mnoge bolezni. Pri tem pa ni pomembno, ali sedimo pred televizijo, računalnikom, v šoli, za študijskim gradivom ali v pisarni. Kljub temu, da se pogosto opozarja, da se je treba za ohranjanje zdravja redno gibati, pa je treba opozarjati, da je treba nujno zmanjšati količino sedenja. To me spominja na pesem, ki jo izvajata glasbenika Slon in Sadež. Gre približno takole. Športaj v levo, športaj v desno, športaj hecno, športaj resno. Športaj hitro in počasi, športaj v mestu in na vasi, športaj v banki, službi, šoli, kadarkoli in kjerkoli. Športnimi urami med rekreativno ali športno dejavnostjo, z elektronskim merilnikom krvnega tlaka, lahko pa se zelo preprosto oceni s tipanjem srčnega utripa zapestja. Kristjan, lahko potipam tvoje zapestje? Tara, na odru sem. Poglej, koliko ljudi je v dvorani. Tremo imam, pa tebe ob sebi. Srce mi razbija, potrebujem kozarec vode. Voda, pozitivne misli in gibanje so osnova za zdravje. Si vedel, da človek brez vode lahko zdrži le 3 do 5 dni, brez hrane pa precej dlje, tudi do 90 dni. Voda je sestavni del vsake celice v našem telesu, saj skoraj 70% človeškega telesa predstavlja prav voda. Je osnova vseh bioloških procesov, ki omogočajo življenje, je najpomembnejše hranilo, ki ga moramo vnesti v telo, saj so v njej raztopljene nekatere za življenje nujno potrebne snovi. Tara, vse našteto ti verjamem, a 90 dni brez hrane? Poglejmo, kaj so nam pripravili dijaki 3. letnika.
Za naše zdravje je pomembna tudi zdrava in uravnotežena prehrana. To pomeni, da naj bi vsak dan jedli žita, žitne izdelke, sadje in zelenjavo, mlečne izdelke, semena, stročnice, oreščke, namesto sončničnega pa naj bi uporabljali oljčno olje. Nekajkrat na teden naj bi si privoščili perutnino, ribe, jajca in slaščice. Goveje, ovčje in svinjsko meso pa naj bi si privoščili le nekajkrat na mesec. Vendar pri zdravi hrani ne gre pretiravati. Vsega malo, pa tisto z veseljem in lepo počasi. Pa na gibanje ne smemo pozabiti. Brez gibanja nam namreč vsa zdrava hrana sveta ne bo pomagala.
Zamiži, leta luna prikrima, se zasmeji, pogasnili smo vse luči, da naša Eva lahko zaspi. Danes ni več nič poceni, hrana pa še najmanj. In moja denarnica se s tem strinja. Je dragocena, ali dodamo vrednost hrani le pod pogojem, da kupujemo zgolj in samo ekološka živila. Če pomislim na primer moje mame in sicer ne ekološki vrtiček, potem odločno ne. No, mamin vrtci nikakor ne zasluži biti omenjen pomanjševalno, saj skozi njene oči, ki ga oskrbuje z lastnimi rokami, izgleda prej kot velika njiva. Pridelki nimajo eko oznake, si pa upam trditi, da je paradižnik z tega vrta daleč najboljši okoli in vsekakor okusnejši od tistih ekoloških, ki so na poti do bližnjih trgovin videli več sveta, kot ga bom pa kadarkoli jaz. Verjetno je razlika znoj, ki z maminega čela vsako poletje odteka v zemljo, in to je dodana vrednost, dragocenost, ki se nikoli ni in se nikoli ne bo mogla meriti s certifikatom. To si pa tako lepo povedal. In še kako drži. Poskusimo ekološko hrano, ali kot so ji rekli včasih, pravo hrano. A zelo pomembno je, da se izognemo stresu, kajti ta lahko naredi največjo škodo. Povzroča težave s presnovo, s kožo, nabiranje odvečnih kilogramov in, kar je najhuje, vodi lahko do resnih bolezni. Kaj vas torej še zadržuje pred tem, da postanete najboljša verzija sebe? Prepustite se in prenehajte z nezdravimi navadami ter odstranite iz svojega življenja vse, kar vam povzroča neugodje. Zapolnite svoj čas s stvarmi, ki vas osrečujejo, in rečmi, ki vam bodo pomagale pri doseganju zastavljenih ciljev. Le tako boste v delu vztrajali tudi v težjih obdobjih in obdržali zdrave navade tudi, ko boste cilje že dosegli. Na tak način boste zaživeli polno in zdravo življenje, ne le telesno, temveč tudi duševno.
drugo polovico moraš sam poskrbeti. Za tebe je treba v svoje roke vzeti. Rešitev je več, a zdravje je le eno. Zato ti zanj ne more biti vseeno. Stari, pazi nase, da od tebe bo ostalo kaj še za bodoče čase. Hej, stari, pazi nase, da od tebe bo ostalo kaj še za bodoče čase. Hodite si plava knjiga in pozabi na kajenje, spanec in prehrana podaljšuje ta življenje. In če se ti na svetu redno boš držal, ti vrata ne na koncu umrl, čisto zdrav. Dobra volja je najbolja, to si piši za uho. Mile je kisle cmere, z nami šlic ne pojdejo. Kristjan, vidim, da si dobre volje. O čem pa poješ? Kekčevo, dobra volja je najbolja, to si velja zapomniti. Če želimo živeti zdravo, je pomembno tudi to, da se znamo nasmehniti. Saj že slovenski pregovor pravi, da je smeh pol zdravja.
s prijetnim presenečenjem, ki so nam ga kot piko na i pripravili profesorji glasbe. Naj nas opomni, da zdravje ni samo po sebi umevno, da se je zanj potrebno potruditi. Hkrati pa naj bo vabilo, da se nam pridružite tudi naslednje leto. Do naslednjega vrtiljaka pa srečno!